Si predstavljate, da vam nekega dne pade na pamet, kaj pa, če bi odšel s kolesom v Madrid? Če ste mladi, polni energije in imate pri vsem tem še kolo, ta podvig sploh ni tako nemogoč. In to je uspelo tudi vama, kaj ne? Tako je. Kako? Zakaj pa ravno Madrid? Ja, iskali smo nek izziv skupaj še z Markotom, z enim prijateljem, pa smo potem pomislili, kaj pa, ko bi šli v Madrid, tako malo daljšo pot. Ja, in ker je bilo še isto leto srečanje mladih, Svetovni dan mladih v Madridu, je torej bila ideja takoj potrjena. Ideja za ta nenavaden kolesarski izlet do Madrida se je porodila nekega lepega dne na podoben način, kot smo sedaj mi tukaj na kavi, je tako? Ja, res je. Sedeli smo trije prijatelji, sicer v Ljubljani, ob Ljubljanici, in obujali spomine na našo kolesarsko romanje v Asizi izpred 2 let. Ja, in tako je padla ideja, kam bi lahko šli, kaj bi bil lahko naš naslednji cilj. Pa smo začeli razmišljati, kaj pa, ko bi šli v Madrid. Sicer nismo preveč resno mislili takrat, na koncu so pa šla. Kakšne so pa bile priprave na ta podvig? Sam sem prekolesaril dobrih 1000 kilometrov prej v pripravah, kar je manj kot polovica cele poti do Madrida. Je pa Gregor bil toliko bolj priden v pripravah. Ja, jaz sicer nisem toliko kolesaril, enkrat sem šel iz Ljubljane pa do Prekmurja, kjer sem doma. Sicer pa sem se najbolj tako pripravljal, da sem gledal Tour de France, tako da sem se bolj psihično pripravljal in z očmi prebijal kilometre. Ja. 2500 kilometrov ni tako lahka tura, kaj sta pa vzela zraven? Zemljevide sva vzela samo. Recimo, ko sva v Gorici iskala pot do prenočišča, sva zavila v eno pekarno in tam sva vprašala za pot in je prodajalka jo potem usmerila, nama je napisala taka zanimiva navodila za pot. DX, desno, do semaforja, potem 2-krat levo, prideva do rondoja, greva na rondoju na drugi izvoz, potem pod železniškim nadvozom in še enkrat desno v smeri za Gradišče. In potem Madrid. Tako. Štartala sva z tem načrtom, da bova prenočila po Farožih, tako da po župniščih, tako da sva recimo zvečer malo gledala po zemljevidu, kje bova končala in se potem odpravila, pa potrkala na vrata, pa vprašala, če naj kot romarja v Madrid na Svetovni dan mladih sprejme. In deluje to v praksi? Ja, samo 2-krat sva plačala za spanje na celi poti. Za spanje sva porabila 30 € na celi poti, se pravi v 20 dneh. Veliko zanimivih ljudi, veliko zanimivih dogodkov je bilo tudi. Recimo ena takih zanimivih prigod je bila, ko sva prečkala 0,5 dnevnik v Španiji in sva zapeljala na eno počivališče in je bil tam samo en človek, in sicer en kolesar, za katerega so potem ugotovila, da je slovenskega rodu. Je pa živi v Švici in je šel tudi s kolesom v Madrid. Slovenci smo očitno povsod, vama se pa ni na koncu pridružil Slovenec, ampak Italijan, kaj ne? On je bil profesionalni kolesar, res sem še noge si je bril, pač on je večkrat je potegnil potem naprej, da je zrak rezal. Je pa zanimiv fant bil pri svojih 35 letih, še tak Italijan, domov vsak večer klical, sporočal lokacijo, koordinate. Skratka, prvi takšen velik podvig je za vama, kakšni so pa načrti za prihodnost? Spet kaj takšnega? Torej, ja, upava oba, da bo lahko kaj uresničenega v prihodnosti, drugače pa naslednji Svetovni dan mladih je v Rio de Janeiro in ja, midva se hecava, sva se hecala, se še hecava, da štartava kmalu z pedolinom. Zdaj pa... No, to je, ko je papežu znano, da bo naslednji Svetovni dan mladih v Rio de Janeiro, sva tam v našem sektorju na letališču, kjer sva bila, sva začela Slovence spraševati, če kdo prodaja kakšen rabljen pedalin, da bi šla pač v Rio de Janeiro z njima na Svetovni dan mladih. Mi da jim pa resno pač prepovedovala, kako bova štartala v Ljubljani na Tromostovju, pa potem Ljubljanca, Sava, Donava, po Sredozemskem morju in kako že iščeva ladje, na katerih bi lahko hrano kupila med plovbo čez ocean, pa tako. In so nekaterim res razlagala 15-20 minut, so jo poslušali z odprtimi usti,
in še zdaj ne veva, ali tako prepričljivo znava pripovedovati, ali pa tako neumno zgledava. Če boste torej prihodnje poletje sredi oceana zagledali kak osamljen pedolin, se nikar ne prestrašite. Gre le za naša junaka, ki sta na poti v Južno Ameriko.